Danes v Pomurskem dnevniku senje za učenje. Prlekija bi ostala del Pomurja. Kdo bo zasedel direktorski stolček? Mura proti Bravu do izenačenja. Vreme, jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V prostorih Ljudske univerze je včeraj potekalo že 19. senje za učenje, katerega cilj je seznaniti odrasle z aktualnimi možnostmi vseživljenjskega učenja, pomočmi ter podporami odraslih. Poglejmo, kateri projekti za izobraževanje odraslih so bili predstavljeni. V okviru dnevov slovenskih svetovalnih središč je potekalo 19. senje za učenje. Na novinarski konferenci so predstavili izobraževalno in podporno svetovalno ponudbo v izobraževanju odraslih z namenom, da se obvesti čim širši krog ljudi na možnosti, ki se jim v okolju ponujajo. Da v čim večji meri spromoviramo, predstavimo različne programe od svetovanja do možnosti vključevanj, do seveda podpornih programov, kot je svetovanje in tudi do največje podpore, kar za našo regijo to so finance, čim večjemu številu ljudi in da ta denar tudi izkoristimo. Na Ljudski univerzi potekata dva projekta iz področja svetovanja odraslim. Svetovanje 2016-2022, ki je namenjeno zaposlenim, ter svetovanje brezposelnim. Pri nas poteka tudi vsako leto teden vseživljenjskega učenja. V okviru tega bomo spet na terenu izvajali študijske krožke, katere osebno smatram kot zelo pomemben faktor lokalne promocije na terenu. Pred kratkim smo dobili 3 programov Zavoda za zaposlovanje, ki jih bomo izvajali v jesenskem času. Oddali smo 6-7 cenovnih ponudb za poklicna izobraževanja. Pri nas potekajo seveda tudi tuji jeziki v samoplačniški obliki, to je skupinska in individualna možnost za tiste, ki jih bo to zanimalo. Pri nas poteka Univerza za tretje življenjsko obdobje, to je izobraževanje za upokojence. Pridobivanje temeljnih ali poklicnih kompetenc je projekt, ki ga izvajajo z namenom, da si posamezniki izboljšajo svoj položaj na trgu dela. V okviru samega projekta pa imajo načrtovane številne raznolike tečaje. Od jezikovnih za različne jezike, kot so recimo najbolj iskani angleščina ali nemščina, pa celo imamo italijanščino, španščino, madžarščino, ruščino tudi, če kdo želi. Vse je odvisno od zanimanja posameznika in zadostnog števila ljudi, da bi se lahko ustvarila skupina. Seveda, da imamo v ponudbi tudi računalniške tečaje, ki po razpisu samega projekta morajo predstavljati 30% delež vseh tečajev. In v okviru tega ponujamo tudi možnosti za pridobivanje javno veljavnega ECDL certifikata. Imamo še javno veljaven program slovenščine za tujce, ki je 80-urni in je tujcem zelo v pomoč. Enako kot imamo tudi priprave za raznovrstne jezikovne izpite na državno priznanih centrih za izvajanje izpitov. Brezplačno učno pomoč pa zagotavljajo tudi v okviru projekta Atena. V vzhodni kohezijski regiji projekt poteka na 8 šolah. V našem okolju so ljudje, ki niso uspeli zaključiti srednje šole, se pravi, niso si pridobili ne poklicne ali pa srednje strokovne izobrazbe. In v tem projektu je možnost, da se oglasijo na posameznih šolah, ki so se priključile projektu v naši regiji, in jim organizatorji izobraževanja odraslih poiščajo možnost vključitve, se pravi tisto, kar potrebujejo. Recimo, če je nekomu ostala slovenščina v 3. ali pa 4. letniku, pa zaključni izpit, se lahko poišče, na kateri šoli oziroma na kateri ustanovi poteka brezplačna učna pomoč iz slovenščine. In pa potem tudi seveda priprave, bodisi na zaključne izpite ali pa tudi, če je to, se pogovarjamo o srednji strokovni ali tehnični izobrazbi, potem priprave na poklicno maturo. Projekt svetovanja sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje in šport v vrednosti 741 000 evrov. Pomurju se, kot kaže, le ne bo treba bati za Prlekijo. Prvotnemu predlogu pokrajinske zakonodaje se obetajo spremembe.
V prostorih mestne občine Kranj je včeraj potekala 4. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri so županje in župani obravnavali osnutek pokrajinske zakonodaje in zaključke regijskih posvetov o ustanavljanju pokrajin. Kot so v skupnosti občin zapisali v izjavi za javnost, bo prvotni predlog na podlagi prejetih pobud županj in županov preoblikovan tako, da bo predlagano oblikovanje 10 pokrajin, pri čemer bo v pomursko regijo vključena tudi Prlekija, večja in močnejša Štajerska pokrajina, skupna Zasavsko-Posavska pokrajina ter večja osrednjeslovenska pokrajina. Prav tako je bil sprejet predlog, da se mestni občini Ljubljana in mestni občini Maribor dodeli posebni pokrajinski status. Pri pripravi predloga oblikovanja pokrajin je bila upoštevana omejitev Sveta Evropske unije tako, da nobena pokrajina ne šteje manj kot 100.000 in ne več kot 300.000 prebivalcev. Srečka Đurova bo kot v.d. na direktorskem stolčku soboške občinske uprave zamenjala Milena Vreš. Kot smo poročali, je dolgoletni direktor soboške občinske uprave uspešno kandidiral za mesto načelnika upravne enote Maribor. Pravnik Srečko Đurov je v preteklosti bil svetovalec uprave Pošte Slovenije in direktor zavoda PIP, neprofitnega zavoda zasebnega prava za opravljanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in pravne pomoči, informiranja o Evropski uniji ter razvoja nevladnih organizacij. Mariborska upravna enota bo tako s torkom torej dobila novega načelnika z vsemi pooblastili. V soboški občini pa se bo s tem sprostil direktorski stolček občinske uprave. Na mestni občini Murska Sobota so nam odgovorili, da bo postopek izbire novega direktorja izveden v skladu s pozitivno zakonodajo z tega področja. Je pa župan mestne občine Murska Sobota, Aleksander Jevšek, včeraj za vršilko dolžnosti direktorice občinske uprave imenoval Mileno Vreš. Po odhodu dosedanjega direktorja občinske uprave Srečka Đurova bo s 1. oktobrom funkcijo vršilke dolžnosti občinske uprave torej prevzela Milena Vreš. Funkcijo bo opravljala do imenovanja direktorja občinske uprave, ki bo izbran na javnem natečaju, so zapisali v mestni občini. Milena Vreš je univerzitetna diplomirana pravnica in je na občinski upravi zaposlena že več kot 20 let. Opravljala pa je različna dela, nazadnje funkcijo vodje oddelka za premoženjsko pravne zadeve. Skoraj vsak 5. prebivalec Slovenije je starejši od 65 let. Pomurje je ena od 3 slovenskih regij, kjer je delež starejšega prebivalstva večji od državnega povprečja. Prihodnji torek bomo obeležili Mednarodni dan starejših. Tega je leta 1990 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom, da bi družba vsako leto ob 1. oktobru s posebno pozornostjo razpravljala o vprašanjih povezanih s starejšimi ljudmi. Starostna meja, ki bi predstavljala splošen začetek starosti, ni določena, a v Sloveniji kot starejše običajno označujemo osebe stare 65 ali več let. V začetku letošnjega leta je v državi bilo 413.054 starejših oseb, ki torej predstavljajo skoraj 20% prebivalstva. Statistični podatki kažejo, da so starejši izpostavljeni višji stopnji tveganja revščine, ki med starejšimi od 74 let dosega celo 21,8%. Sicer pa je starejše prebivalstvo še posebej značilno za pomursko statistično regijo. Letos je delež starejših oseb med celotnim prebivalstvom bil najvišji v Goriški regiji, in sicer 22,4% ter v pomurski regiji 22,2%, najmanjši pa v osrednjeslovenski regiji in jugovzhodni Sloveniji. Na straneh statističnega urada smo izbrskali še podatke o stanju v posameznih občinah na skrajnem vzhodu države. Pri tem smo ugotovili, da je bil delež starejših prebivalcev v prvi polovici letošnjega leta najvišji v občini Hodoš. Vendar pa je pri tem seveda treba upoštevati izjemno majhna števila prebivalcev. Sledijo še občine Šalovci, Radenci in Gornji Petrovci. Črnobeli so se v 11. krogu Prve lige Telekom Slovenije z ljubljanskim Bravom razšli z neodločenim izidom 3-3. Prvi obračun teh dveh ekip v sezoni je v Fazaneriji ponudil kar 7 zadetkov, 4 je dosegla Mura, drugi v Ljubljani pa le enega manj. Tokrat sta se ekipi razšli z neodločenim izidom, pa čeprav je ljubljanska ekipa vodila že s 3-1.
Sobočane, ki so predtem dvakrat zaporedoma zmagali, je rešil Luka Bobičanec z 2 zadetkoma. Prekmurci so povedli v 14. minuti, potem ko je Andrija Bubnjar podal v kazenski prostor malce z desne strani, tam pa je našel 203 cm visokega srbskega napadalca Fejsela Mulića, ki je z glavo ognal Domana Grila. Domači so izenačili v 38. minuti, v 49. minuti pa so Ljubljančani povedli, vsega 6 minut pozneje so gostitelji še povečali svojo prednost. V 64. minuti so črnobeli znižali zaostanek, ko je podajo Šušnjarja z leve strani z glavo na drugi vratnici unovčil Luka Bobičanec, ki je prav tako dosegel svoj 6. gol sezone. Isti igralec se je v 77. minuti izenačil na vrhu lestvice strelcev, ko je strelom iz prve s približno 10 metrov malce z desne strani vpisal svoj 7. gol sezone. Mura in Bravo sta se tako razšla z neodločenim izidom 3-3. Bravo bo v 12. krogu v nedeljo gostoval v Sežani, Mura pa bo v soboto gostila Domžale. Na spletnem portalu sobotainfo.com preverite, kako čutimo Slovenijo s čudovitimi fotografijami Pomurja. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 22 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko namerili 18 stopinj, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa 19. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje jutrajne temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 12, čez dan pa bodo termometri pokazali 24 stopinj. V soboto bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale padavine, ob morju tudi nevihte. V nedeljo bo v vzhodni Sloveniji po večini sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 12 in 14, dnevne pa med 19 in 24 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Z nami bodite tudi jutri, ko bo z vami Smiljan Kuhar. Nasvidenje.